Tripar. Ja, tripar. To nenavadno poimenovana funkcionalnost je pravzaprav skovanka iz besedne zveze Trajectory Parameter. Omogoča nam izdelavo spiralne oblike okoli poljubne 3D krivulje. To nam je v pomoč, ko želimo prikazati ovitje žice v prostoru, izdelati tuljavo, ki ni ravna, ali prikazati razvito stanje določene vzmeti na vaših modelih. Pripravljene imamo dve skici, katerih presek bomo uporabili za izdelavo 3D krivulje, okoli katere bomo nato izdelali navitje. S pomočjo kontrola izberimo obe skici in uporabimo Intersect. Sedaj to 3D krivuljo uporabimo za izdelavo sweepa. Premaknimo začetek na spodnji konec in izdelajmo skico, enostaven okrogli presek z premerom 20 mm. Sedaj smo izdelali notranjost našega navitja. Vse skupaj še potrdimo. Isto krivuljo preseka uporabimo za ponovno izdelavo sweepa. Premaknimo začetek na spodnji konec in sketch. V tem primeru bomo samo izdelali eno ravno linijo. Kotirati je potrebno dolžino te linije, kar bo pomenilo odmik od središča, v našem primeru 30 mm. Sedaj gremo v zavihek Tools in Relations. Izdelali bomo relacijo, ki nam bo vodila kot te naše linije. Torej, kot dimenzija SD3 naj bo enaka 360 x 20 x tripar. 20 pomeni število ovojev na naši poti. Verificiramo in potrdimo. Potrdimo še skico. Izdelavo sweepa sedaj izberemo kot variabilna sekcija in pa surface. Dobili smo pot oziroma zunanji rob bo naša pot navitja, ki ga sedaj izberemo in ponovno izdelajmo sweep sketch in izdelajmo preprost krog z premerom 10 mm. In to bo naše navitje oziroma naša tuljava. Vse skupaj potrdimo. Torej, izdelali smo navitje okoli druge 3D krivulje, skrijemo lahko še sweep, ki nam vodi to našo pot in s tem zelo enostavno dobili navitje okoli nekega središča tuljave. S to funkcionalnostjo, kot sem že omenil, lahko izdelate na primer navitje kakšnih tuljav, ki se prilagajajo 3D krivulje, ali pa prikažete, kako v sestavih izgledajo vaše vzmeti.